Ja, zadnji teden sem zapadel v eno čudno psihozo. Do zdaj so me nekateri, ki me niso več tako marali, imenovali za COVID strokovnjaka. Zdaj se je pa pojavil v Rusiji en Putin, ki je čez noč COVID ukinil v bistvu. Ne vede ga je ukinil. In zdaj imam jaz en problem. Zdaj so me začeli nazivati že z vojnim strokovnjakom, pa jaz se nočem imeti za vojnega strokovnjaka. In zdaj bi pa jaz nekaj drugega povedal. Eno zgodbo, recimo. Ja, pa bomo poj na koncu rekli, če je kakšna povezava med našim življenjem pa med tem, ki bi zdaj povedal. Teta Franska. Teta Franska je živela na kmetiji daleč od mesta. Živela je srečno življenje brez televizije, radija ali telefona. Imela je 100 kokoši, ki so vesele tekale in greble po domačem dvorišču. Nekega dne je prišel veterinar. Teta, vaše kokoši so ogrožene. Moram jih cepiti proti ptičji gripi. Toda moje kokoši nimajo gripe. Veselo tekajo in vsak dan znesejo po eno jajce. Ni pomembno, to je ukaz. Vse jih moram cepiti, da ne dobijo virusa. No, če se mora, se pač mora. Potem so ujeli vse kokoši, veterinar pa jih je cepil eno za drugo. Ko je končal, je sedel v avto in se odpeljal. Naslednje jutro je teta Franska šla ven na dvorišče in šokirana ugotovila, da je poginilo 70 od 100 kokoši. Ostalih 30 pa je samo čepelo na tleh in cvililo. Do poldneva jih je umrlo še 15. Popoldne je spet prišel veterinar. Doktor, mojih 85 kokoši je poginilo. No, vidite, teta Franska, zato sem jih moral cepiti. Pomislite, kaj bi bilo, če jih ne bi cepil. Vseh 100 bi bilo danes mrtvih. In to je naša kruta realnost, ki jo doživljamo na volitvah, s COVID prevaro in za vsemi prevarami, ki nas čakajo. In vesel bi bil, če bi bila to resnica, kar nekateri že govorijo, da smo se rešili COVID-a in smo svobodni. Ja, malo morgen. In to so moji zaključki. Hvala lepa. Če ima pa kdo še kakšno vprašanje, pa lahko še zdaj vpraša. Miran, živijo, če dovoliš, Rajko. Oj, živijo. Teh zadnjih par stavkov, mislim, da si zdaj povedal povzetek vsega, kar se dogaja in dela, narediš samo piko in teh par stavkov pove vse. Popolnoma vse. Na političnem, družbenem, gospodarskem, ekonomskem, vseh področjih in vsaka ti čas za teh par stavkov. Ja, ej. Hvala. Tak je življenje, ne. Meni se kure smilijo, ljudje pa malo manj, pač tak sem človek. Vsak ima svojo glavo in svoje možgane. Če ima pa že toliko zakisane, da ne zna za sebe skrbeti in da morajo drugi za njega skrbeti, ki so za to faks naredili, ki nam je že zanj Černeja večkrat povedala, da je že razmišljala, da bi tako, kot je že Egidi naredil, da bo strgala vse skupaj, ker ni uredil, po ne vem kjerga
ne? Ampak hodiš pa 10 ali pa 15 let za to v šolo, da so ti upravili vse možgane. Pa ne bo vse en zaključen, to je to. Odhajam v naravo uživati. Živijo.